Sem koga prestrašila. Let's talk drug, kids, just don't take them. A imam jaz pubertet? V primeru, da je kava droga, sem jaz kar precej zadrogiran človek. Ampak to ni bistvo tega videa. Bistvo tega videa je, naj še omenim, koliko problemov ste imeli zbrati današnjem videu. Dala sem glasovanje na Instagramu in meni je prišlo tole in še zdaj sem tako. So, without further ado, gremo čim prej v ta video in začnimo s prvo drogo. Predstavila vam jih bom 5 plus 1 na hiter, ampak 5 glavnih in sicer prva je tako imenovana DNP, celo ime sploh nočem probati izgovoriti, ker je 2,4 dinitrofenol. Ni to grozen. Vam je kdo, ker verjamem, da je, ki je na vsak način hotel doseči summer body goals ali pa bikini body ali pa bikini ready. Dajmo kar reči, da je ta grozljiva droga, verjetno najhitrejša pot do tazga telesa. Zakaj? Zaradi tega, ker te od znotraj razžge. DNP je bila dejansko namerno ustvarjena droga, ne vem, to treba sploh poudarjati, ampak namerno je bila ustvarjena pa je bila za lažje izgubljanje telesne teže. Dejansko so to takrat jemali z namenom, da bi izgubili telesno težo, ker pospešuje nenormalno izgorevanje in kurjenje maščob. Ampak to ni vse. Problem je, da side effekti pri tej drogi so grozljivi. Velikokrat se končajo v smrti, ker dejansko ljudje poročajo, da so čutili žganje od znotraj. Tako da ja, verjetno se vam zdi idealno sedeti pa Xbox igrice igrati in obenem na polno kurt maščobe in zraven lahko žrete tako pohanga pšanca, pomfri pa masne solate pa kečap pa vse, ker se fulor sliš. Sicer bi vas ta droga počasi ubijala zraven, ampak bi pa definitivno hujšala. Torej, ljudje ne znajo delati s to drogo, hitro se zgodi, da pri previsoki količini, ki je še vedno zelo neznatna majhna količina, se jim toliko zviša telesna temperatura, da sami itak ne znajo ukrepati in sčasoma se velikokrat konča v smrtnih primerih. Drugič, vsi poznate verjetno drogo heroin, ker so vaše mamice od nekdaj tako, boh, pa če nas v drogah konča in pa je vmes verjetno kakšen heroin, kokain, marihuana in tako naprej. Ta droga, o kateri bom zdaj govorila, dajmo po domače reči super heroin, ker ima spet čuden zakompliciran ime, ampak prva stvar, ki morate vedeti, je to, da je 5000-krat močnejša od heroina. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da če bi človek prišel samo v kontakt s to drogo in jo samo dobil ščepac nase, oziroma da prišla v kontakt z njegovo kožo, bi bil nenormalno zadet in sčasoma, oziroma zelo kmalu tudi umrl. To je to. Torej, zakaj hudiča bi kdo izumil tako drogo in zakaj bi jo sploh kjerkoli uporabljal? Uporablja se v bistvu samo za tiste največje živali, dober primer je slon, ki ima slon enkrat 3 tone oziroma 3000 kilogramov, je potem ta droga oziroma nič, ne vem koliko grama te droge mu potem dajo, da ga v bistvu popolnoma uspavajo. Skratka, to zdravilo pa deluje enako kot morfi in heroin, ampak kot sem rekla, je popolnoma totalno preveč močno, da bi se kjerkoli preprodajalo, ker dejansko pomeni samo instant smrt. Ni ga na ulicah, ni ga niti na črnem trgu, vsaj ne, da bi mi načeloma vedeli, ker je čisto preveč. Tretjič, droga, ki jo pridobivajo iz žabic. Ja, dve posebne žabe sta na tem svetu. Predvsem od točno te dveh žabic pridobivajo ta strup na nek način iz njihovih žlez. In potem ta strup zaužijejo. Gre za žabico Bufo alvarius, po latinsko predvidevam, ki je iz reke Colorado, in pa še žaba oziroma krastača Sonoran desert. To, kar imate te dve žabe v svojem hrbtu načeloma, te njune žleze vsebujejo halucinogene snovi in potem ljudje so... A se kdaj vprašate, kako je nekdo prvič prišel na idejo, da ima polizati to krastačo, da vidimo, če so kaj zgodili? Mogoče so mislili, da je kaj zdravilnega, ne vem, na nek način mogoče je, ker definitivno, če haluciniraš potem, ko poližeš žabo, zdaj da ne bo pomote načeloma, ker sem jaz ugotovila tako, da jim najprej iz žlez odstranijo to in potem to dajo na neko snov, da se strdi in potem, ko se strdi, to lahko nekako vrata prah ali nekaj takega in potem to lahko tudi skadiš. Lahko pa mislim, da tudi vzameš kot črtico, če se ne motim. Ja, nekako, da ko to zaužiješ, si potem high oziroma zadet od teh halucinogenih snovi tako od 1 do 8 ur. Predana droga, ki vam jo bom predstavila, meni osebno, vsa ideja o tej drogi mi je tako rahlo smešno, oziroma kaj so počeli s to drogo, imenuje se DMHP, oziroma na dolgo je to dimetilheptilpiran.
Tiranje na koncu, če ne drugega. Gre na nek način za vrsto marihuane, ki izvira iz Amerike. Zabavno pri tem je, da ker je toliko močnejša od marihuane, te v bistvu onesposobi v zelo majhnih količinah do 3 dni, oziroma konkretno 3 dni si nekako ne samo zadet, ampak nesposoben funkcionirati. V bistvu ima enake efekte kot marihuana, samo da dobesedno te preklene in si balačen, se pravi manjši iščeš, če veste, o čem govorim, če ne ste premladi, potem si zelo počasnjen in pač se počutiš laganini, tako da. Smešno na nek način je pri tem, da so v prejšnjem stoletju, tam 50. do 70. leta, poskušali nek manjši preizkus narediti in so dejansko to dali vojakom takrat. Skratka, na vojakih so takrat poskusili več drog, ena izmed teh je bila samo DMHP in sicer je bilo potrebno dati nič, 2 grama na osebo, da je v bistvu ni funkcionirala in se je pač hihitala. Kar se meni zdi zabavno pri tem je to, da če bi vse vojne potekale na ta način, da bi jim samo v zrak poškropile eno tako drogo, tako čist malo, bi bili kar naenkrat vsi kolegi, vsi bi hengali, vsi bi uživali na polno, iskali bi hrano, tam kakšnega zajca bi si najdeli, ustrelili pa jedli skupaj, vsi bili po moje popondani. Tako da, če bilo po moje, bi vsako vojno, ki bi kdaj bila, spustili tole vrsto marihuane. In prišli smo do zadnje, 5. droge. Ta moram najprej opomniti, da je ne toliko lahka za prebaviti, da je najbolj grozna, zato sem jo pustila do konca. Meni osebno najbolj grozna, ker človek samega sebe pokoplje zelo na hitro. Če bom kakšne slike tukaj noter dodajala, definitivno ne bojo prijetne, tako da odvisno od vašega želodca boš ostal na tem delu videa. Tako je, predvsem se je to dogajalo v Rusiji. Jaz se spomnim, ker je bilo to, mislim, da celo po 24 ur ali nekje na enem dnevniku na televiziji. Vem, da sem to videla, ker sem bila še malo mlajša, kaj dela ta droga. Imenuje se krokodil. Smo se vsi zgražali, takrat bili smo čist wow, zakaj bi kdorkoli to naredil. Ampak to mora biti res toliko zasvojljiva zadeva. To je spet neka enačica heroinu, samo da je veliko manj kvalitetna, ker je toliko manj kvalitetna in toliko bolj na hiter in doma predelana, ker pač niso imeli denarja za heroin, ker kot vemo, droge so drage, hvala Bogu. So bili stranski efekti veliko bolj grozni. Kakšni so ti stranski efekti? Droga te požre živega. Meso, predvsem žre meso in dejansko, kot boste videli zdaj na slikcah, meso preprosto razpada, gre preč, gnije, na koncu ostanejo samo kosti, mišice grejo preč, v glavnem nagravžno je, grozno je. Reče se pa krokodil zato, ker tam koža na nek način počrni in odmre, zgleda kot nekako, da bi imeli ljudje krokodiljo kožo in ne zato, ker jih požre. V glavnem prizori so grozljivi in meni ni jasno, zakaj bi kdorkoli to vzel. Po drugi strani pa verjetno, če nekaj časa očitno jemljajo heroin in potem se ne morejo ustaviti in še vedno jim je tako vseeno za življenje, pač vzamejo krokodila. Ok, in še da končamo na manj depresivni noti, še dodatek, kako vam ga ponavadi ponudim. Govorili bomo o eni drogi, ki jo ima vaša mami doma v kuhinji. Točno za foro, da greste danes vsi pogledate ta video do mami in tako, mami, zakaj imaš drogo v kuhinji? In pa ona tako, misliš kavo, ne pivo, pa tako, ne, muškatni orešček. Ne, resno, muškatni orešček oziroma nutmeg v angleščini je v prevelikih količinah droga. Zdaj boste vsi tako, ja, itak je vse droga, če preč vzameš, mislim, ne vem, če je uvrščeno pod drogo, ampak nutmeg dejansko je, ker veste, da ga načeloma naribamo določene stvari, tako nekako v prahu in na koncu. Ampak predstavljam si, da pojedu 5-6 celih žlic tega, kar je ogromno, ne vem, zakaj bi kdo to naredil, ampak če, je to huda droga. Kaj se bi zgodilo, če bi toliko muškatnega oreščka zaužil? Bilo bi neko haluciniranje in tako kot mi temu ponovadi rečemo bad trip, ne bi bilo dobro, bilo bi načeloma je to negativno, zelo slabo haluciniranje, neko psihično odmaknjenost in neko tavanje in res neprijetna zadeva. Kar še sledi, lahko hiter in res tak srhljiv srčen utrip, suha usta, lahko tudi zaostaja urin. V glavnem v vseh pogledih je to neprijetna droga. Mislim, da je cimet ful grozen, ker če se spomnite Cinnamon Challenge, jaz sem ga tudi poskusila, sem skoraj umrla, ker sem tako 3 dni potem še kašljala, ker ne vem kam vse mi je tisti prah šel. Ampak predstavljaj se,
predstavljajte si, da bi to nekdo poskušal z muškašem, se veste, kaj mislim, v glavnem, prosim vas, nikdar ne poskusite nič od tega, ker je vse zelo očitno v zadržu, nekaj najbolj groznega, kar se lahko sam sebi narediš. Jaz nisem nikoli nič od trdih drog probavala, ker, ne vem, hvala Bogu, nisem imela nobene hude potrebe potem. Probala sem tisto, kar je bilo treba, da pa rečeš, to je to, jaz imam, gremo dalje. V glavnem, to je to za današnji video, iskreno upam, da vam je bil všeč. Zdaj bojo videi verjetno spet redno prihajali noter, čeprav ne bo se meni nič narobe zdelo, če bom še probala malo poleti uživati, če bom kdaj, ne vem, praznovala julija ali pa če bom šla kam še na morje in da pač ne bo videa, ne bo videa. Jaz tako funkcioniram, ker vem, da je tako zame boljše in tako rajš ustvarjam in bolj pricno ustvarjam, da se ne silam v nekaj, pa tisto nujno vsak teden drugače. Brez veze. Upam, da podpirate to pri meni, verjamem da, ker ste zakon. To je pa to za danes, radi se imejte, se v naslednjič, čau!